Če bi šla z nami, je v redu? Pol, mi lahko pokažeš, kje je Amanda bivala, ko je bila tukaj? Težko je verjeti, a ženska, ki jo policija išče, Amanda Dean, je pogrešana že več kot 5 let. Torej tukaj. Amanda je ostala tukaj. Ja, v redu. Kdo še? Je Fred ostal tukaj? Ja. Fred je ostal tukaj. Verjeli so, ker jim je šerif povedal, da je še živa. Držali so se tega upanja. Kje je bila spalnica? Ali veš? Tem zadaj. Všeč mi je Amanda in tudi njej. Ja, v redu. Nimava nič slabega za povedati. On nikoli ne bi nikomur škodoval in tudi jaz ne. To je bilo uničujoče za našo družino. Zakaj je naše vprašanje? Zakaj? Globoko v sebi je bolelo, ker je bila to družina, ki je samo želela vedeti, kje je njihov pogrešani ljubljeni in so želeli pomoč, pa je niso dobili. Kaj se je zgodilo v avtodomu? Amanda Dean je bila stara 36 let, mati 4 otrok in je izginila 11. julija 2017. Njena družina je bila zaskrbljena. Ni bilo značilno, da se Amanda ne bi oglasila. Njeni fantje so bili še vedno v osnovni šoli, ko je izginila. In njen najstarejši sin Jožua je pravkar zaključil srednjo šolo. Leta 2017 sem pravkar dopolnil 18 let. Dobil sem klic. Bili smo čisto iz sebe, ker je pogrešana. V majhnem mestecu Collins v Ohiju je zelo nenavadno, da kdo izgine. Je zelo podeželsko, zelo odmaknjeno. Tam zunaj so nekatere kmetijske zemljišča. Ni pravih bližnjih sosesk, hiše niso ena na drugi ali kaj takega, ni zelo gosto poseljeno, minimalen promet. Ni ravno območje, kjer bi bilo veliko kriminala, če lahko tako rečem. Ko pogledaš poročilo o kriminalu, mislim, da dobi oceno A, kar se tiče varnosti. To je res majhno podeželsko mesto. In vendar na tem kraju, kjer vsi poznajo svoje sosede, Amanda Dean ni nikjer mogoče najti. Prejela sem sporočilo 11. julija, pa je nisem videla že kakšna 2 tedna. Potem pa sem prejela sporočilo od Ren, da Amanda ni v koči. Ren je Fredova mama. Fred je 34-letni Frederick Rear Amandin dolgoletni fant. Nadaljevala je, da Amanda ni v koči in upam, da je v redu. Ona in Fred pač nista bila usojena skupaj in to me je opozorilo, kar sem si mislila, ne. Moja sestra ne bi kar odšla. In zato sem vedela, da je nekaj narobe. Njena družina je bila očitno zaskrbljena. Takoj so šli in prijavili njeno izginotje. 11. julija je še na šerifovem uradu prijavila, da je Amanda pogrešana. Odšli so na posestvo Rerjevih, vendar Fred takrat ni bil tam. Torej, Fred in Amanda sta živela na posestvu njegovih staršev. To je kraj, ki smo ga prej videli na posnetku telesne kamere. Živela je v koči, ki je tik ob hiši staršev, na istem dvorišču. Pravzaprav bolj kot koča je bila to majhna baraka. Koča bi bila verjetno lepša. Noter ni bilo stranišča ali česarkoli podobnega. Ni bilo notranje vodovodne napeljave. Če sta torej Fred ali Amanda morala na stranišče, sta morala iti do hiše Fredove mame. Bila je ena soba, dnevna soba, in ko si vstopil, je bil tam nekakšen majhen kotiček, ki je služil kot kuhinja ali bar. Ni bila niti prava kuhinja, ampak prostor, kjer je jedla. Imeli so hladilnik. Ni bilo veliko drugega, ampak to je bilo vse, kar si je želela glede prostora. Želela je biti samostojna. Bila je zelo svobodnega duha. Amanda je bila moja punčka, 3. hči. Amanda je bila preprosto čudovita. In bila je kot slavček, bila je prijazna, bila je odprta. Je prava mala petarda. To lahko potrdim. Ampak zagotovo je imela veliko energije.
In vedno je bila tam, ko si jo potreboval za pomoč pri čemarkoli. In z njo ni bilo nikoli dolg čas, to je zagotovo. Bila je zabavna oseba. Ona je bila je zelo zabavna. Vsakič, ko je prišla na obisk, nas je vedno peljala nekam. Res nimam nobenih slabih spominov na svojo mamo, tako da... Ja, jaz tudi ne. Bili so samo lepi spomini. Imel sem samo svojo mamo. Nikoli nisem imel očetovskega vzornika v svojem življenju, tako da so bila dolgo časa samo jaz in moja mama. Na koncu dneva je bila ona moja najboljša prijateljica. Amandin najstarejši sin Josh je živel z Amandi in nato z babico. Njeni preostali 3 otroci so živeli s svojim očetom. To je bil Amandin bivši, preden se je zapletla s Frederikom Rerjem. Nisem prepričana, kdaj sta se prvič srečala. Povedali so mi, da sta bila nekoč skupaj, potem sta se razšla in čez leto ali 2 se je vrnila k Fredu. Takrat sem bil še zelo mlad in hodili smo tja. Fred pa ima hčerko, tako da sva se z njo družila. Tudi njegov neverbalni avtistični brat se je igral z nama. Ko Amanda izgine, se seveda pojavi vprašanje, ali je imel Fred Reer kaj s tem, ali pa vsaj, ali ve, kje bi lahko bila. Zato se odpravijo na njegovo posestvo. 12. julija smo želeli sestaviti majhno iskalno ekipo. Verjetno jih je 6 do 10, ki iščejo Amando. No, zbral sem nekaj svojih prijateljev in vsi smo stekli tja, da bi jo našli. Želijo iskati v bližini posestva, kjer je Amanda živela s Fredom Reerjem. Vendar je na tej posesti obešen velik znak. Na posestvu Reerjevih so bili znaki. Vstop prepovedan, kršitelji bodo ustreljeni. 12. julija, ko smo šli tja, smo se pogovorili s šerifom in mu povedali, da sestavljamo majhno iskalno ekipo. In rekel je, ne hodite na posestva, kjer vas ne želijo. Tako ta improvizirana iskalna skupina obišče druge sosede, ki so nekoliko bolj gostoljubni. In prav takrat, ko so tam zunaj, se zgodi nekaj izjemnega. Sredi iskanja prejmem klic. Poklicali so iz šerifovega urada okrožja Huron. In rekli so, lahko prosim pridete v šerifov urad, imamo nekaj informacij o vaši hčerki Amandi. In nismo vedeli, kaj bomo slišali. To je bilo zame najdaljše potovanje, ker sem se tja peljala, ne da bi vedela, kaj me čaka. Od Collinsa, kjer je bila koča, do šerifovega urada je 20 minut vožnje. Če vprašate Amandino mamo, se je zdelo, kot da traja celo večnost. Prišli so do šerifovega urada in vsi so zadrževali dih. In pomisliš, ja, najhujše bi mi lahko povedali, ko sem vstopila v šerifovo pisarno. Ampak ni bilo tako. Povedali so nam, da so jo našli, da je v varni hiši in da dobro skrbijo za njo. Nič drugega ni bilo pomembno. Veš, ni bilo pomembno, ker sem morala vedeti, da je moja deklica na varnem. Ampak to, kar šerif reče naslednje, je kar malo zaskrbljujoče. Rekel je, da ne morejo vzpostaviti stika z Amando, da je na njej, da se obrne na njih. Lahko pride domov ali pokliče svojo družino, če želi, je odrasla oseba. Zelo dobro skrbijo za njo. Ko sem slišal šerifa reči, da je varna in v redu, sem kot zelo optimistična oseba verjel vse, kar so takrat govorili. Tako sem si rekel, v redu, super, ona je varna, mi smo v redu. Veste, vrnila se bo čez leto ali 2, ko bo dobila pomoč, ki jo potrebuje. Takrat res nismo vedeli, kaj se dogaja, ampak bili smo veseli, da so nam povedali, da so jo našli. To nas je razveselilo. Mislim, da je družina res zaupala organom pregona. Povedali so jim, da je Amanda v varni hiši, da je na varnem. In zato jim bodo verjeli, ker so to organi pregona. Šerif celo prekliče lov z lokom, tako da policija Amande ne bo več iskala. In potem je bil primer zaključen, konec, bum, vsega je bilo konec. Minejo leta in začnem klicati varne hiše, kot da bi rekel, hej, že leta je ni več. Kaj se dogaja? Začnem se spraševati, morda to ni prav, to ni prav. Amanda preprosto ni delovala kot oseba, ki bi preprosto zapustila svojo mamo, sestro in otroke, da bi to naredila. Tako da ni ustrezala temu, če hočete, vzorcu osebe, ki je ne bi želeli najti.
Bilo je skoraj tako, kot da so nam govorili, da noče stopiti v stik s svojo družino. In to je bolelo. In boli tudi fante. Fantje so še vedno mladi in hodijo v šolo in potem jim rečejo, da bo mama prišla domov, ko bo želela priti domov. Če te bo želela poklicati, te bo poklicala. To boli. Skozi leta je družina še naprej storila vse, kar je lahko, da bi izsledila Amandi in stopila v stik z njo. Poslala sem šerifu Corbinu zahtevo po dokazilu, da je živa. Če mi ni mogel pokazati, da je živa, nam dokazati, da je živa, družini, potem moramo ponovno odpreti preiskavo. In ni želel govoriti z mano. Leta 2020 so najeli zasebnega preiskovalca, da bi opravil nekaj dela na primeru. Ni prišlo daleč. Družina gre na šerifov oddelek na Amandin rojstni dan ob Božiču in jim dajo voščilnice za Amandi. Prosim, izročite ti Amandi. Ne vem, kaj se je zgodilo s temi voščilnicami. 5 let potem, ko je Amanda izginila, je imela ta družina končno dovolj. Decembra 2022 je organizacijo Cleveland Pogrešani kontaktirala družina Amande Dean. To je organizacija, ki zagovarja družine pogrešanih oseb. Ko je Cleveland Pogrešani posegel vmes, je nekdo končno prisluhnil. Shannon Dean in jaz sva se dejansko pogovarjali. In potem smo družino precej hitro povabili v Cleveland Family Center in smo lahko preživeli nekaj časa z njimi. Cleveland Pogrešani začnejo pripravljati načrt, vendar je to zdaj že zelo star primer. Torej bo to izjemno težka naloga. Z vidika organov pregona, veste, tukaj vam predajamo primer, ki je star 5,5 let, veste, in veliko manjkajočih delov. In tako si predstavljajte, kako je poskušati sestaviti koščke, ko veliko stvari sploh ni bilo narejenih. Minilo je skoraj 6 let. 6 let zdaj. 6 težkih let, odkar se je Amanda Dean nazadnje oglasila svoji družini. Seveda. Njena družina še vedno upa, da se bo vrnila domov. In to je Amandina mama, Karolina Tokar. In Karolina, seveda, še vedno upate, da bomo spet videli Amandi. Imeli smo to tiskovno konferenco in pritegnili ogromno pozornosti k temu primeru, ter ga popolnoma razkrili. Ideja in namen za tem je bil preprosto, da razširimo novico. Takrat sem bil predsednik organizacije Cleveland Missing. Tako sem sodeloval s Silvijo Colon pri tem primeru in poskušal opraviti svoj del kot povezava z organi pregona. V vlogi lokalnega načelnika policije se John Majoy obrne na BCI, to je Urad za kriminalistične preiskave Ohaja. Ko sem srečal Karolino in Shannon, smo jim lahko povedali, da je primer zdaj prevzel BCI in solze so kar tekle. Bil je srečen, a hkrati resen trenutek, ker jih je končno nekdo poslušal. Ko je vstopila organizacija Cleveland Missing, ko se je vključil načelnik John Majoy in vključil BCI, je ta preiskava resnično dobila povsem novo življenje. Amanda je izginila leta 2017. Zdaj, po skoraj 6 letih, je BCI njen primer ponovno odprl. Samo molimo, da lahko BCI najde odgovore za nas, ker je naša družina na to čakala že predolgo. Preprosto ne morem verjeti, koliko so že naredili za nas, odprli so vrata in nam omogočili dostop do virov. Amandina družina ima upanje. Nekega dne se bodo znova združili z njo. Toda preden se lahko družina še bolj približa iskanju Amande, ne glede na to, ali je živa ali mrtva, se mora ta preiskava v bistvu vrniti na začetek. Prva stvar, ki jo želimo narediti, je recimo, naredimo letak za pogrešano osebo. Koga naj pokličejo? No, Amanda sploh ni bila navedena kot pogrešana oseba. Ko je šerif povedal družini, da je Amanda na varnem, so njeno ime odstranili iz baze pogrešanih oseb. Cleveland Missing imel je letake, zelo lepo narejene letake z Amandino sliko, ki smo jih lahko razdelili po lokalnih krajih, da bi jo poskušali najti. Ker je bila v naših očeh še vedno pogrešana in od takrat se je vse skupaj samo še stopnjevala. Vprašanje po vseh teh letih je, ali je Amanda res varna v zavetišču
Ali pa se je zgodilo kaj drugega, nekaj hujšega. Tako se BCI vrne in pregledajo območje, ki je bilo prvič v bistvu prezrto. To vključuje tudi temeljito iskanje posestvu družine Rir. No, nalog za preiskavo je bil izdan novembra 2023, ko so šli na posestvo in tam opravili izkopavanja. Pripeljali so bagre, ročno orodje, iskalne pse in pregledali so hišo. Izvajali so temeljito preiskavo na podlagi odredbe za preiskavo. Tako so iskali dokaze o kaznivem dejanju, ki se je morda zgodilo 5,5 let prej, kar je, veste, skoraj tako, kot da bi iskali iglo v tisočih kopah sena. Ampak res so se potrudili. Ko policija zasliši družinske člane Frederika Rierja, ki še vedno živijo na posestvu, dobijo morda namig. Se je Amanda kdaj vrnila sem? Ja. Res je bila? Ja. Kje? V avtodomu? Kaj se je zgodilo v avtodomu? To se je zgodilo v avtodomu? Ja, v redu. Kdo je to naredil? In Poli je bila celo. Pol je Fredov brat. Se je sprehajal naokoli, kot takrat, ko so ga intervjuvali in so ga vprašali, kaj se je zgodilo z Amando. On je delal takole. Ja. In oni so si to predstavljali kot... Ker ne more dobro govoriti. On je avtističen. Preiskovalci so se pogovorili z obema družinama in takrat so ugotovili, da je v Amandinem odnosu z Rierjem obstajal ključni dokaz. Obstajalo je policijsko poročilo, ki je bilo vloženo. Fred je povzročil podpluto oko. Jaz sem tista, ki je prijavila njeno modrico pod očesom, ko mi je poslala sporočilo in pustila sporočilo na moji telefonski tajnici. Amanda je rekla, da noče podati prijavo. Poslala mi je sporočilo, ko je imela priložnost in rekla, naredila si situacijo malo slabšo, ampak vsaj vejo, kaj mi dela. In bilo je nekako kot olajšanje za njo, kot da zdaj vedo. No. Še vedno ni pomagalo. Bilo je precej jasno, da je bila Amanda žrtev družinskega nasilja. In ne razumem, zakaj tega tipa niso aretirali. Bi to kaj spremenilo? Nikoli ne bomo vedeli, ampak morda bi. Amandina sestra Shannon razkrije še nekaj, kar še bolj usmeri pozornost na Freda Rierja. Fred je vedno odvzel telefone. Zato je pogosto morala počakati, da je Fred zaspal ali omagal, da mi je lahko pisala ali me poklicala. In rekla mi je, ne izbrišem to sporočilo ali naj ne odpišem nazaj. Ti bom pisala kasneje. Tako sem vedno morala čakati, da mi je ona pisala. Poskušala ga je zapustiti nekajkrat. Ampak na koncu se je vedno vrnila. Zdaj imajo ti novi preiskovalci bolj jasno sliko Amandinega življenja leta 2017. To je ženska, ki je bila ujeta v zelo problematičen odnos in pogrešana že 6 let. Ničesar ne izpustijo, ko raziskujejo ta nerešen primer. Začeli so sestavljati koščke sestavljanke in nato dobili seznam morebitnih prič. Ljudi, ki so imeli namige, ki so imeli informacije. V redu, bila je ena priča, ki je rekla, da je šla v Fredovo kočo. Bilo je julija 2017 in videla je kri povsod. Čistil je nered, krvavi nered s krpami. Bil je še ena priča. Rekli so, da je 4 dni kuril na kurišču. In da je 4 dni sežigal Amandino trup. Potem, ko jo je razsekal. Jo je razsekal. In ostanke je vzel. Dali so jih v vedro in jih odnesli do potoka. Bila je pripomba o tem, da so jo dali v moder sod in podobne stvari. In teh pripomb ne moremo kar prezreti. Čeprav ni neposrednih dokazov, je policija zbrala dovolj posrednih dokazov, da je aretirala Frederika Rierja. Verjamejo, da jo je ubil v tisti koči, kjer sta skupaj živela, da je počistil prizorišče zločina, da je zažgal vzmetnico, na kateri jo je ubil, da je razkosal njeno telo in ga nato zažgal, da bi prikril dokaze.
Tako je v enem letu in pol BCI uspelo narediti to, česar šerifov oddelek nikoli ni. Fred Rear je bil obtožen. Tako so leta potem, ko je Amanda izginila, preiskovalci odšli na posestvo družine Rear in prijeli Frederika. Brenda. Moj sin. Ja. Si dobil kakšne čevlje? Ja, en pa te. Kaj? Imam nalog za tvojo aretacijo. Imam nekaj čevljev. Pride do točke, ko končaš, zakaj ne ostaneš tukaj za trenutek? Imaš kaj sabo? To v redu. Ne, imam nalog za svojo aretacijo. Ja. Rekel sem, zakaj? Kaj pa misliš? O čem sva govorila? Videti nekaj, kar se je dogajalo in delati s to družino, ter se jim tako približati, kot sem se jim jaz, potem pa videti, da se to zgodi, je bilo po mojem mnenju zelo nadrealno. Imam nalog za prijetje vašega sina. V redu. V redu. Potem pokličite njegovega odvetnika. Torej, odkud prihajajo vse te informacije? Iz enoletne preiskave. Mislim, da je bil njegov splošni odnos takšen, da ga ne bodo ujeli. Njegov splošni odnos je bil, veste, uspelo mi je, dokažite mi nasprotno. Ja, kako dolgo si že v tem? 36 let, kdaj za vraga bo lahko šel v pokoj? Še vedno se zabavam. Ti se zabavaš, ali pa me ubiješ. Oškodujem se. V redu, Fred, oprosti, gremo. Kar se tiče olajšanja za družino, je bilo to kot noč in dan. Bili smo na trnih in nenadoma se je vse, kar smo si leta in leta želeli, končno uresničilo. To je nekaj, to je zaporniška stvar. Oni bodo to počeli. Ko pride v zapor, da evidentirajo, prav? Preiskovalci nikoli niso nehali iskati Amande Dean in s pomočjo organizacije Cleveland Pogrešani njena družina dobiva odgovore. Načelnik policije Newburgh Heights John Mayoy je bil z njimi, ko so izvedeli, da je v njenem primeru prišlo do aretacije. Ko so novice prišle na dan, so bile solze, bili so nasmehi. Bili so objemi in neki petk. To je bila res ogromna gora za preplezati. In dosegli so vrh te gore. Druga točka je razkosanje telesa Amande Dean. Count 3. Camper. Ta točka se nanaša na zažig vzmetlice, na kateri je Amanda Dean umrla julija 2017. Count 4. Ta točka se nanaša na to, da je Fred Rear počistil krvavi prizor z brisačami, krpami in odstranil krvave rjuhe iz postelje v ali blizu koče, kjer je Fred Rear živel z Amando Dean. To ni moja preiskava. Moj predlog je, da se posvetujete s svojim odvetnikom. Veš, leta mu je uspevalo, da se je izognil posledicam. Vedel je, kaj je storil. In zato je, če hočeš, igral svojo vlogo, da bi poskušal prikriti, kar je naredil. Ali pa vsaj, veš, nekaj v smislu, srečno pri poskusu, da me ujameš. Ampak morda ne bo več tako samozavesten, ko bo videl dokaze, ki jih je zbrala policija. Ta konec tedna je generalni državni tožilec Ohio, Dave Yost, napovedal, da so bile vložene obtožbe. To bo njegova obtožnica za umor, zlorabo trupla in prirejanje dokazov v tem primeru iz leta 2017. Dokazi so pokazali, da jo je ubil, razkosal jo je, sežigal jo je več kot 3 dni. In ko je ugotovil, da te kosti ne bodo razpadle, se je takrat odločil, da jih vzame, jih vrže čez most v reko ali potok in potem veste konec zgodbe. Tako je, nikoli je ne bomo imeli doma, nikoli je ne bomo mogli dostojno pokopati, ker je poskrbel, da nimamo ničesar.
Čeprav je družini v veselje videti Reara na sodišču, kjer se sooča s pravico, jim njegov ponovni pojav prinaša vso tisto bolečino nazaj. Vse v meni je bilo, toliko različnih občutkov. Bila sem žalostna, bila sem vznemirjena, bila sem izjemno jezna. Samo to, da sem videla osebo, ki je to storila in da je to zadnja oseba, ki jo je ona videla. To me boli do srca. Imela sem občutek, kot da je bil brez duše. Ni bilo ničesar tam, kot da mu ni bilo mar, ni niti pogledal nikogar. Bil sem na vsakem predhodnem sojenju, preživel sem vse. Ko sem ga prvič videl, je izgledal nor. Imel je tisto veliko, košato brado. Izgledal je popolnoma drugače, kot sem ga spomnil. Bilo je težko, bilo je veliko čustev. Seveda mu nisem mogel ničesar storiti. Hotel sem, pa nisem mogel. To sem lahko razbral že samo po njegovem obrazu. Ko smo ga prvič videli, ga ni skrbelo, kaj je storil. Za tistimi očmi ni bilo ničesar. Oni nas bojo ves čas lovili. Za potrebe vašega prvega zaslišanja, ali ste seznanjeni z obtožbami, s katerimi se danes soočate tukaj? Doloma. Frederick Rear izjavlja, da ni kriv po vseh točkah obtožnice. Mislim, da je zanj zelo običajno, da že od začetka izjavlja, da ni kriv. Naša vloga kot Cleveland pogrešani je bila, da pripravimo družino. Ker ko to vidijo, si mislijo, no, izjavlja, da ni kriv. Ampak veste, da bo izjavil, da ni kriv. Tako boste prisilili tožilstvo, da predstavi svoj primer. Tožilstvo ima močne posredne dokaze, vendar jim manjka tista ena stvar, ki bi jim pomagala dokončno rešiti ta primer. Tožilstvo je vedelo, da če nimajo trupla, je njihov primer dvakrat težji ali celo težko dosežejo obsodbo. Preganjanje zaradi umora brez trupla je težka bitka, vendar je bilo veliko prepričljivih dokazov, ki so kazali nanj. Da bi se izognili zahtevnemu sojenju, a hkrati zagotovili, da je Rear še vedno odgovoren, tožilstvo razmišlja, da bi mu ponudilo sporazum o priznanju krivde. A najprej želijo nekaj od njega. Želijo iskren opis tega, kaj je naredil Amandy Dean. Veste, Fred Weir je dobil ponudbo za izpoved. In v bistvu je izpoved, ko obtoženec tožilstvu pove določene stvari, ki pa se ne bodo uporabile proti njemu. In tako je priznal, da je zažgal truplo moškega, njene kosti dal v vedro, jih nato odnesel do potoka in jih vrgal z mostu. Potem ga je odpeljal tja, kjer jo je pustil pri potoku in mu povedal, kaj ji je naredil. Uspeli smo iti tja. Za družino je bilo tam veliko čustev. Mislim pa tudi, da je bilo prisotno tudi nekaj olajšanja. Veš, prevzela so jih čustva, ker so vedeli, da so bili ostanki Amande položeni v ta potok. In tako je bil to nekak nadrealen, žalosten trenutek. Ampak zelo sem vesel, da so lahko družino peljali tja in to naredili za njih. Veš, spet, še en majhen občutek zaključka, če hočeš. S tem priznanjem strani Rearja mu tožilstvo ponudi dogovor o priznanju krivde. Glede na dejstvo, da je ta družina tako dolgo doživljala travmo in bi morali vse to ponovno obujati ter pričati, ali je to nekaj, skozi kar bi želeli iti? In tako so vsi prišli do zaključka, da podpirajo dogovor o priznanju krivde. Obtožba za umor, za katero smo bili sprva obtoženi, se je spremenila v obtožbo za nenamerni uboj. Na koncu je bil obsojen na 2 točki zaradi poseganja v dokaze in 1 točko zaradi grobega ravnanja s truplom. Tako se je kazen zagotovo zmanjšala. Ampak priznal je, da jo je ubil in povedal jim je, kateri dan in kaj je naredil. Točka 5. Nenamerni uboj, kaznivo dejanje prve stopnje. Zdaj želite priznati krivdo. Rear je priznal krivdo za 4 kazniva dejanja, vključno z nenamernim ubojem, prirejanjem dokazov in grobim zlorabljanjem trupla. Murilek se zdaj sooča s skoraj 2 desetletjama zapora zaradi umora Amande Dean, 36-letne matere 4 otrok. Ni dovolj časa, truda ali česarkoli, kar bi lahko rekli, da bi nadomestilo trenutek, ko poslušaš
posameznika, ki je ubil tvojega ljubljenega, kako končno prizna krivdo, ker je to res storil. Mislim, da je bilo za vse v sobi zelo čustveno. Mislim, da je družina čutila, da ima toliko ljubezni, ker jih je prišlo podpreti toliko ljudi, družine in prijateljev. Denina družina je bila v solzah, ko je 42-letni Frederick Rear priznal, da je leta 2017 ubil svoje dekle Amando Dean. A vendar ostaja eno mučno vprašanje brez odgovora. Kaj se je zgodilo z Amandinim telesom? Niti enega njenega dela nimamo. Sploh ne, nič. Torej, to je pa grozno, ne? To ni dobro. Res je za nič. Rearu bodo izrekli kazen 5. januarja, vendar je današnji izid zmaga za družino Amanda Dean, ki še vedno ni obupala nad tem, da bi Amanda dobila pravico, ki si jo zasluži. Primer v Ohaju proti Fredericku Rearju 2004-0091. Smo tukaj zaradi izreka kazni danes zjutraj. Vaša čast, nimamo veliko posnetkov Amand Dean. Želel sem, da slišite njen glas, da slišite, kakšen je bil njen glas. Nikoli je ne bomo več videli, je poslušali ali se z njo pogovarjali. Ne morete niti obiskati njenega groba. Tako tožilstvo predvaja posnetek Amande, na katerem praznuje rojstvo otroka svoje sestre Stefani. Zelo sem srečna in prevzeta, da imamo novega dojenčka. Imam novorojeno nečakinjo. Vedno je bilo lepo videti, kako hodi in se smeji. Vedno je bila srečna, ne glede na to, kaj se je dogajalo v njenem življenju. Vedno je poskrbela, da so se vsi počutili dobro in bili srečni. Želela je nasmejati ljudi in ji je to tudi uspelo. Tudi tega mi manjka. Želim ti vse najboljše. No, ali te želimo slikati? Moja lepa, strah me je. Naredila sem vse, da bi vzela Štefanijo in njenega dojenčka. Če je večina ljudi v tisti sodni dvorani ganjena, obstaja ena izjema. Vse skozi se je obnašal, kot da mu ni mar za nič. Tako zelo me je razjezilo, kako mu ni bilo mar za nič. Zdaj pa je čas, da družina v sodni dvorani pogleda morilca Amande in mu pove, koliko jim pomeni, koliko čutijo. Težko mi je bilo karkoli reči. Boril sem se. Bil sem jezen in preprosto nisem vedel, kaj naj še rečem, razen da je grozen človek. Tako sem se razjezil, da nisem mogel več govoriti. Ubili ste jo, razkosali ste jo in njeno dragoceno telo več dni sežigali. Vsi so držali sliko Amande. Vsi. Ta sodna dvorana je bila nabito polna. Samo stoječa mesta. Ljudje so stali zadaj in prav vsak je imel sliko Amande. In vprašala sem eno družino, zakaj? Zakaj je bilo tako pomembno, da je bila Amanda tako prisotna v tej sodni dvorani? In rekli so, ker smo želeli, da je zadnja stvar, ki jo Frederick vidi, ko zapusti sodno dvorano, Amanda. Vaša čast, danes stojim pred vami kot mati Amande Dean. Amanda je bila najmlajša hči od mojih 3 deklet. Ona je bila moja punčka. Pet in pol let smo verjeli, da se bo vrnila domov. Žal smo kasneje izvedeli, da se nikoli ne bo vrnila domov. Bila je mal nervozna, ampak sem ji rekel, glej, to je tvoja priložnost, da poveš, kar si želela povedati. Ker že dolgo časa pravi, da želi, da svet izve. Želimo, da svet spozna Amandi. Želimo, da svet izve, kaj se je zgodilo Amandi. In zdaj imaš priložnost. Safrida Rearja, ne moram niti začeti opisovati, kako veliko si mi vzel, ko si ubil mojo hčerko. Vzel si jo vsem nam. 4 sinovi morajo živeti brez svoje matere. Zakaj, Fred? Zakaj? Nismo mogli prinesti nobenega dela moje hčerke domov. Ostali smo brez vsega. Ne moremo jo dostojno pokopati.
Ne morem ti niti začeti razlagati, kako zelo se to boli. Nikoli si nisem predstavljala, da bom tako zgodaj izgubila svojo sestro. Pogrešam najine pogovore, Amanda. Zavedno je vse zlomljeno. Fred ni vzel le Amandinega življenja, uničil je tudi naša. Nikoli ne bom dobila zaključka, nikoli se ne bom počutila popolno in vedno bom nosila to jezo in žalost. Njena smrt ni bila nesreča. Ni bila bolezen, ni bila nenavadna nesreča. Bila je hladnokrvni umor. To je storila prava pošast. Imel sem vse pripravljeno, a sem vse opustil v zadnjem trenutku in sem ga napadel, da mu ni mar. Ne kaže nobenega obžalovanja za karkoli, kar je storil. Obnaša se, kot da mu je popolnoma vseeno, da je tukaj. Ko sem prihajal tja, je bil kreten. Slabo je ravnal ne samo z mojo mamo, ampak tudi z mano. Nikoli ni videla nobenega od nas diplomirati. Moji bratje so bili še v osnovni šoli in v prvem letniku srednje šole. Pravkar sem diplomiral. Tega ni mogla doživeti. Tega ne bo mogla doživeti, ko se bova poročila. Ne bo mogla videti nobenega od svojih vnukov, ko jih bova imela. Jaz jih imam že zdaj, imam otroke. Tega ne bo mogla videti. On si zasluži vse, kar dobi. Zanj nimam nobenega obžalovanja. Nisem mu odpustil. Ne vem, če mu bom. Vaša čast. Država ponavlja, kar ste danes slišali od žrtev in zahteva, da obtoženega obsodite na zaporno kazen. Vaša čast. Vedel sem, da bo družina zahtevala najvišjo kazen in tudi država. Ne bom tukaj sedel in zagovarjal pogojno kazen ali najnižjo kazen. Priznal je, kaj je storil. Prevzel je odgovornost za kazniva dejanja, za katere je priznal krivdo. To so kazniva dejanja, ki jih je storil. Zato vam predlagam, da je poštena in pravična kazen 8 let, pri čemer se upošteva že prestani čas. Hvala. Ali želi obtoženec kaj povedati sodišču? No? Nisem prepričan, rad bi se opravičil družini Dean. Opravičujem se svoji družini, opravičujem se skupnosti. In hvala, vaša čast. Cenim vaše, veste... Na lestvici od 1 do 100, glede občutka iskrenosti, bi to ocenil na približno -50 mogoče. To je bila v najboljšem primeru fasada. Bilo je arogantno. Ni bilo iz srca, ni bilo obžalovanja, ni bilo kesanja, ničesar ni bilo. Sodišče bo izreklo naslednjo kazen. Za prvo točko obtožnice, prirejanje dokazov, kaznivo dejanje 3. stopnje. Sodišče bo izreklo 2-letno zaporno kazen. Za drugo točko obtožnice, hudo zlorabo trupla, kaznivo dejanje 5. stopnje, 1-letno zaporno kazen. Za 5. točko obtožnice, nenamerni uboj, kaznivo dejanje 1. stopnje, bo sodišče izreklo 9-letno zaporno kazen. Kar zadeva 6. točko obtožnice, prirejanje dokazov, kaznivo dejanje 3. stopnje, bo sodišče tudi tu izreklo 2-letno zaporno kazen. Sodišče bo ti kazni določilo za prestajanje drugo za drugo skupaj 14 let. Skupaj 14 let. Zdi se, kot da je to le blag udarec po zapestju, zato kar je ta moški storil Amandi. Ubiti nekoga in nato pohabiti njegovo telo? Razrezati drugo človeško bitje in ga dati na ogenj? To je drugačna vrsta zla. To ni bila pravica. Vsak drug bi dobil veliko več časa. Tega ne razumem. Amanda ni dočakala pravice, ki bi ji morala pripasti. In to ni pošteno, ni prav. Čez 14 let bo Fred Rear na prostosti. Načelnik John Mayjoy pravi, da je grožnja. On je morilec, on je hladnokrvni morilec in zasluži si, da je zaprt. Kot da to ni dovolj, Frederick Rear še dodatno posoli rano. Zdaj, karkoli več pod pogodba, zahtevamo obisk s fizičnim stikom z njegovo mamo in očetom. To odločitev prepuščam šerifu. Kar se tiče ustanove, bom to prepustil njihovi presoji. Ko je rekel, ali lahko dobim objem od svoje mame. To je pomenilo, da moja sestra nikoli več ne bo mogla objeti svoje mame. Zakaj bi on lahko objel svojo mamo? Zahtevala bi to pred vsemi.
Ampak Frederick Rear morda ne bo imel zadnje besede. Takoj po Fredovi obsodbi, naslednji dan sta prišla dva preiskovalca iz okrožja Pinellas na Floridi, da bi ga zaslišala v zvezi z drugim primerom pogrešane osebe. Pravzaprav je Rear trenutno oseba, ki zanima preiskovalce v dveh nerešenih primerih na Floridi. Tisti primer pogrešane osebe iz leta 2018 in smrt nekdanjega poslovnega partnerja iz leta 2020. Kar zadeva zgodbo Amande in prizadevanja njene družine za pravico. Pravica, tudi to je še daleč od konca. Zelo sem počaščena, da lahko sodelujem z dvema našima državnimi predstavnicama pri novem zakonu, upajmo, da prenovljenem zakonu. In to je, prepustila jim bom, da o tem spregovorijo, vendar gre za hudo zlorabo trupla. Kar se tiče hude zlorabe trupla, kar je naredil njenemu telesu, v Ohaju je največja kazen za to 1 leto. In prav družina Amande se trenutno bori, da bi se ta kazen spremenila, da bi bila lahko do 8 let zapora. Poimenovali smo ga zakon Amande Dean in upamo, da bomo s tem zakonom okrepili kazni, ko nekdo storita neizrekljiva dejanja nasilja. To bo pomagalo v tej situaciji. Vendar, če nam uspe to sprejeti, bomo pomagali tudi v prihodnje. Če bi danes zapustil to službo, bi bil preprosto hvaležen, da sem imel priložnost pomagati tem fantom in jih spoznati. In vesel sem, da sem imel priložnost videti, da je bila oseba odgovorna za smrt Amande spoznana za krivo in obsojena. In spet nikoli ne dobiš popolnega notranjega miru, ampak so vsaj dobili nek občutek olajšanja, ker lahko začnejo nadaljevati s svojim življenjem. Za nas je bila to hud naporen boj, že 8,5 let. Hvala Bogu, da smo zdaj prišli do te točke, ampak je še toliko več za narediti v čast Amandi, za kar vem, da lahko naredimo kot družina. Želim, da je njena zgodba znana in da ljudje vedo, kako čudovita in lepa je bila to dekle, kako ljubeča je bila njen nasmeh in kako je ta nasmeh prinašal veselje v prostor. Želim, da to zavešča vsakega, ki se znajde v situaciji nasilja v družini. Zelo žalostno je, kar se je zgodilo naši mami, vendar nočem, da bi kdo drug doživel kaj takega. Želim, da ljudje vedo, da vedno obstaja izhod. Na koncu, čeprav naša mama ni našla izhoda, vedno obstaja nekdo, na katerega se lahko obrnete, s katerim lahko govorite in od katerega lahko dobite pomoč. To je neverjetno žalostna zgodba, a hkrati tudi navdihujoča. Ko pomislite na vztrajnost družine Dean, da bi dobili odgovore, ko pomislite na tiste okoli njih, ki so jim pomagali priti do teh odgovorov, morda bo to dalo upanje še kakšni družini, ki doživlja bolečino zaradi pogrešane ljubljene osebe.